Dobro jutro, tukaj Španka. Je pozno jutro, tako nekje okoli 10. Iz te strani nikoli noter sonce ne posije zjutraj in potem zmer ne vem, dokdaj spim, zato ker je še rolete so dol in je tako temno, da potem dolgo spim. Hotela sem ohraniti svoj prelep, svež jutranji videz, z make-upom še od včeraj. Edino to ni pristno, da sem oblečena, ker spim pač gola, ampak porničev ne bomo snemali na YouTubu. Se opravičujem, ker je ozadje pač pospravljeno. Tle so petarde, pač vsega je. Spetardano stanovanje, spetardan moj videz in gremo. Jaz bi danes rada na hitrco nekaj povedala in sicer gre se pa o marketerjih, umetnosti, trženju in tako naprej. In kako se to kleša. V glavnem, glih včeraj sem na Facebooku nekaj zasledila, pač ena firma ali skupina ali kakorkoli, ne vem, kaj so, v glavnem an idea se imenujejo in so dali nek oglas ven in piše takole. Najpogostejši izziv, ki ga opažam pri umetnikih, je odpor do marketinga. Verjamem, da je marketing pridobil v zadnjih letih negativen prizvok zaradi vseh agresivnih prodajnih sporočil, ampak ni nujno, da je temu tako. Zdaj pa ta boljši del. Marketing se da zapeljati tudi na pristen način, ki je v skladu s tabo. Ne da se. V glavnem, da se marketing da zapeljati tudi na pristen način v skladu s tabo. Zato te vabim, da si prebereš blog o spletni promociji za umetnike. No, potem pa od spod so pa nastali komentarji. In se mi zdelo tako ful zanimivo zaradi tega, ker mene so tudi hoteli prepričevati doskrat te biznismeni, da lahko marketing zapelješ na pristen način, ki je v skladu s tabo. In to mi gre ful na kurat. In sem ful jezna. Ker je to pač, ne vem, to je tak... Ne. Meni se te stvari tako ful zdijo pomembne in mogoče, da bi lahko vi šerali to pa oziroma podučili malo ljudi, te biznismene ali pa ljudi, ki stalno nekaj trdijo o umetnosti in pač se ful motijo, da mogoče malo podučite folk, ki nima pojma. Pač ne zdi, da jih silite v to znanje, ker pač s tem nobenem ne koristite. Ampak pač, ko folk nekaj govori, o čemer nima pojma, da mogoče jih malo ozavestite te stvari. No, potem je pa ena ženska od spodaj napisala. Marketing je diametralno nasprotje oziroma je na drugem planetu od ustvarjalnosti in umetnosti. Zato ga ne moreš zapeljati na pristen način in v skladu s sabo. Ker se nočeš ukvarjati s fucking marketingom, ampak z umetnostjo. Lahko pa marketing dela nekdo drug zate. Naprimer nekdo, ki ga ne zanima pristnost, ampak marketing. Se čisto strinjam. In potem sem jaz pač šerala ta post, ker se mi zdi tako ful pomemben. No in potem je ta avtor an idea rekel pač hvala za ta komentar, za vaš pogled na to. In potem je ta ženska napisala, da to ni samo pogled na to stvar. Pač je napisala malenkost, je pa po mojem jasno, da to ni samo moj pogled in tudi ne samo pogled na to. To pač tako je. Če si nekaj po poklicu, delaš ta poklic. Marketing je dobil ne samo negativen prizvok, ampak dejansko negativni učinek zato, ker se hoče postaviti za fundament vsakega posameznega življenja. V smislu, da počasi že vsi verjamejo, da naj bi itak vsi izvajali marketing in da svojo kvaliteto in uspešnost v svojem poklicu kao določuje uspešnost v marketingu. To je pa čist drug poklic od umetnosti. Ko pride do umetnosti, je pa še sploh veselo. Marketing je ciljno naravnan, dela stvari zato, da, umetnost pa si besed, kot so na primer pristnost, ne le sposoja, ampak tudi dela z njimi in iz njih dela zato, ker. Zdaj pa združi to dvoje po možnosti sočasno. Marketing očitno res misli, da lahko pohodi in požre kar vse, da je osnova in total sveta. No, pa ni. Že možgani pračloveka se niso razvili zaradi marketinga, ampak dejansko zaradi umetnosti. Mogoče pa se bo vektor kmalu obrnil. In jaz se strinjam, marketing oziroma ljudje,
ki so biznismeni, veliko biznismenov, sploh teh marketerjev in uspešnih, ne vem, karkoli so že. Ali pa tudi, če niso uspešni, se ni važno. Dejansko mislijo, da so boljši od vsega. To me tako ful jezi. Pač na kurac ti gre. Iritantno je. Potem sem jaz napisala nazaj, ne? Ženski. Mene so biznismeni, pač kolegi, hoteli prepričevati, da lahko marketing uporabljaš v skladu s sabo, pa potem mi je en biznismen govoril, da za umetnost ne rabiš biti usekan, ne rabiš toliko čutiti, da si umetnik, ker on tega ni čutil in je bil biznismen. Ker njegov kolega je bil pa glasbenik in je špilil note po nareku. In je potem ta biznismen mislil, da je špilanje po nareku umetnost, ampak špilanje po nareku ni umetnost. To je veščina. Veščina ni umetnost. Prvo moraš znati veščino v nulo, da lahko ustvarjaš umetnost. Oziroma kreiraš, kakorkoli. To ni umetnost, to je veščina. Razmišljanje s svojo glavo, ustvarjalnost, ko svoja čustva izraziš, je umetnost. In to me še danes ful jezi. Akademski umetniki, ki jih poznam, so bili ali hospitalizirani v Ljubljano polje, ali pa nam je bilo zelo hudo pri srcu, nekateri smo bili tudi na zdravilih, ne vsi, ampak v glavnem težko nam je bilo. Še zmeri je mogoče, ne? Pač življenje je za umetnike roller coaster. In biznismen tega nikoli ni čutil, pa še plehki je oziroma materialist. Zelo grdo povedano, ampak tako sem ga pač jaz začutila. Mogoče ni slab človek, ampak vse meče v isti koš, ne posveča se odnosom, zato nima nekih globokih odnosov. Jaz mislim, da ljudje, ki nimajo pojma o umetnosti, naj bojo rajši tiho, da se ne osmešijo, ker umetnost je nož v žilo in puščanje, da kri ustvarja umetnost. Pol je pa en Primož odspod napisal. Poznam kar nekaj pravih umetnikov in prav vsi do zadnjega so mal čudaški. Čudaški z mainstreamovega kapitalističnega pogleda seveda. Kar se mene samega tiče, so normalni, saj delujejo na naravnih frekvencah in niso podlegli umetnim biznismenskim frekvencam. Pa sem pa še jaz napisala zadnji komentar. Ja, sej, usekan, ampak normalen. Za njih je usekan, nesposoben, manj uspešen ali neuspešen. Pač uspešnost je pa pravzaprav čist subjektivna, ni objektivna. Kolikor sem opazila, so marketerji res malo vzvišeni, ampak pritajeno vzvišeni s pozitivnim vibom. In se mi zdi, da smo umetniki za njih zmeri neki manj. To marketerji delajo podzavestno. Ne zavedajo se svojega odnosa, ker so tako zaslepljeni s svojimi dosežki ali denarjem. Oziroma z njihovim sistemom delovanja. V glavnem, ja, pač kakor vidite, to ni samo en pogled, ne, na marketing. Se pravi, umetniki na splošno, veliko nas je imelo nekako ta feeling o marketingu in biznismenih, tak občutek, oziroma vidi se, da to ni samo en pogled, oziroma to je dejansko stanje, da marketing hoče pogotniti vse in vsakogar, da misli, da je najboljši in da je samo marketing center vesolja, da je pač vse, kar ni marketing, da ni dovolj dobro. In tega se ljudje, ki delajo v marketingu, sploh ne zavedajo, da devajo takšen vibe ven. Ampak mi umetniki to hitro začutimo. Pač to ni zdaj, da bi bila jaz recimo favšna, ne, ker je nekdo se pridružil nekem marketingu. Poznam enega kolega, ki je delal v marketingu in je super oseba in se zelo rada družim z njem, ne. Ampak veliko teh pozitivcev tako mislijo in hočejo požreti umetnost s tem, ko rečejo, da dejte zapeljati vašo umetnost v skladu z marketingom. Da lahko marketing zapeljete tudi v skladu s sabo. Ne, marketing je marketing. Umetnost je umetnost. Marketing je čist en drug šiht. Ko bi primerjal astronavta pa čistilko. Čist drug šiht. Skupaj lahko fenomenalno sodelujeta,
ustvarita fino okolje za bivanje, ampak zelo se lahko poistovetim s tem, ko je ta ženska napisala. Se to meni tudi dogajalo, ne? Da kvaliteto in uspešnost v tvojem poklicu, da kao določuje uspešnost v marketingu, se pravi v čisto enem tretjem poklicu, pač, da si dober samo, če si marketer, če si pa v nekem drugem poklicu, pa nisi toliko tržno usmerjen, pa kar nisi najbolj dober, nisi uspešen. Uspešnost je pa recimo lahko tudi, uspešno se lahko počuti revna ženska, ki je rodila 3 otroke, ker njej je recimo subjektivno to, je zadovoljna s tem, da je rodila 3 otroke in je zelo vesela in se počuti uspešno, da ima 3 otroke in da zna skrbeti za njih, ne. In marketer bo to prepoznal kot, aha, ti si slaba, ker nisi dobra v marketingu, ker nimaš dobre službe, ne. Ampak za njo je pa glih dobra služba to, da je dobra mama, ne. In marketing hoče biti ta glavno merilo za uspešnost in to me ful moti. To je to. Šerite, lajkite, povejte svoje mnenje, bom z veseljem brala komentarje, če boste kaj napisali. Iz negativnih se delam malo norca, zato ker pač zakaj ne. Iz pozitivnih pač lajkam ali nekaj. Ja, bodite fajn. Pa čau.